Fantasy. Radio Fantasy. 7 minut čez pol 9 uro. Training season is over. Ja, se v bistvu ne bomo več trenirali, no, dosti je. Pa novoletne zaobljube, ne, ki bi jih mogli začeti. Nič le, bodimo malo čvekavi, malo se pogovarjamo. Gosta imamo z nami, sta direktor poveljnik Boris Žnidarko, lepo zdrav. Lepo zdrav. Srečnega pozdrava, Boris. Enako. Pa veselega, pa debelega, da bomo skupaj hojšali. Pa varnega. Ja, isto za tvojega namestnika, Klemen. Kotnik, pozdravljen, čakaj, da ti nastavi mikrofon. Srečno tudi vama, pa predvsem osebnega zadovoljstva in miru. Hvala. Hvala lepa, predvsem pa, da se bomo varno počutili, zdaj, ko vas imamo skozi na bliz. Tako se mi zdi, kot da sta bila prejšnji teden tukaj. Res je, zadnje čase smo kar pogosto tukaj. Pa mesec se hitro pač okolo obrne, ne? Ja, danes smo s tako veselo novico prišli sem. No, povejte. Ja. Ja, leto nakrog, mesec je nakrog, v prejšnjem mesecu smo imeli intenzivno dobrodelno akcijo z prodajo teh jubilejnih koledarjev. In danes imamo to veselo novico, da bomo na današnji dan predali ta zbran znesek društvo tretjega nadstropja. Ja, danes ob 4. Junaki za junake torej. Ja. Ob 16 uri, kje se bo to zgodilo? Danes finalni del na poklicni gasilski enoti Celje. Na vašem sedežu torej? Tako, bomo predali ta ček oziroma denar, simbolično seveda bomo predali ček. Denar je dejansko tudi bil že posredovan, tako da danes bo ta slavnostni dogodek ob 4 na poklicni gasilski enoti Celje. No, pa se ni skrivnost, koliko smo pa zbrali? Zbrali smo, to je relativno, mi smo zadovoljni s tem, zbrali smo 12.300 evrov. Lepo. Ja, to je odlično. Cilj je bil manj, ampak smo šli preko cilja. Cilj je bil manj, a veš. Cilj je bil manj. Interne cilji so bili v bistvu manjši, ampak tako da ja, smo zadovoljni. Ne? Lepo. Eno, moraš vedeti, da to smo mi prodajali, niso bili prostovoljni prispevki, tako da smo mogli od tistega zbranega zneska še davko odvediti. Lepo, vse super, ampak gledam vaju dva takole čez mizo, ne, pa Šuši na tej moji strani in se je ekstra zdaj postavlja k vama. Mi smo to prodali. Ja, no, bili smo pridni vsi skupaj. Ja. To je čist prav naredila, ker dejansko je bila naša desna, leva roka, kar lahko rečemo obe dve. Tako da je za vsak korak tudi... Pa bila snuna ta tečna baba iz ozadja. Skozi je spremljala. Ja, A ste. Na eni strani smo imeli suši, na drugi strani smo pa imeli mestno občino Celje, ki so nas usmirjali in spodbujali, da naj zadevo naredimo, naj jo dokončamo. Koliko vam je pa bilo, glede na to, da ste to delali prostovoljno, ko ste se mogli toliko veliko pojavljati tudi na določenih lokacijah, šli ste tudi po medijih, koliko vam je to časa vzelo? Je bila cela ekipa angažirana? Zato ni bil noben problem, ker že gasilci sami po sebi smo zelo humanitarni in takrat, ko je v igri neka humanitarnost, predvsem povezana z otroci, takrat so se zaposleni, kar bi temu rekel, več se jih je javilo, kot je bila potreba, tako da ni bilo težave zagotoviti na stojnicah, ni bilo problema zagotoviti na slikanju, seveda, tako da enostavno smo to z lahkoto naredili, ne? In z veseljem. Midva pa tudi to jemljamo kot usposabljanje oziroma izobraževanje, da bomo še boljša, ne, v teh javnih nastopih. Glih to smo reči, ker zdaj sta imela sploh predvsem vidva javnega nastopanja pred televizijo, pred kamerami, za radijskimi mikrofoni, kar velik, ne. Tako da zdaj sta res že po mojem eno stopničko zrasla. Neka ta medijska samozavest je zdaj, se mi zdi. Malo lažje je. Jaz se spomnim Klemna, ko sem gledal prvi TV intervju, moram reči. Je kar dolgo trajalo. Ja. Zdaj pa vidim, da že kar izstreliš ono bistvo, ne, tako, kar je treba povedati, ker to je pač pri nas tudi čas. Ja, seveda, gasilci načeloma v osnovi nismo hitri, zato, da je tako, ja, nismo v bistvu da bomo postavljeni pred kamere ali pa pred mikrofon, ampak tako si samo opazil za neko vajo, z usposobljenostjo, z več nekih dogodkov, isto kot na intervenciji, oziroma pri gasilcih. Več, ko imaš vaj, bolj si suveren, lažje zadevo opravljaš, oziroma v vsakodnevnem življenju. In kdaj imamo naslednjo vajo? Gasilsko? Dajmo zaključiti ta projekt, ki je v bistvu res bil odličen v sodelovanju, tako smo imeli na Radio Fantasy, mi kot poklicna gasilska enota Celje. Fotografa, Robi Valenti, ki so bili v bistvu Rok vpeti. Tudi mestna občina Celje, kot da smo lahko te lokacije pokoristili, te
res lepe predstavili tudi Celjanom oziroma tudi drugje po Sloveniji. Tudi junaki tretjega nadstropja oziroma njihovi starši in pa ti, ki so v bistvu z njimi, da so sodelovali pri tej akciji, da so bili pripravljeni. Da vsem ena velika zahvala, no, da smo ta projekt. Pa seveda vsem, ki ste koledar kupili, ne? Ker ste nam seveda, dejansko pomagali. Med prvimi sem bil. Je pa res, da veliko prebivalcev, oziroma to čisto razumljivo, ko so nas na ulicah videli, ko so videli ta projekt, so v osnovi mislili, da zbiramo finančna sredstva za našo opremo, za naše zaposlene. Potrebno je bilo vsakemu tudi objasniti, da dejansko to je, mi to delamo za junake tretjega nadstropja in takrat so pa vsi, kateri so ugotovili to, seveda z velikim veseljem tudi kupili koledar. Ker mi, gasilci poklicni, lahko zaenkrat še rečem, imamo to srečo, da finančna sredstva imamo zagotovljena, da nam res ni potrebno prek dobrodelnih akcij zbirati za nas. Mi kvečemo za druge. Boris, super lepo delo ste naredili, daj še enkrat povej znesek, magična cifra je bila 12.300 evrov. Lepo, lepo, ne? Z odbitimi dajatvami in to je neto, in stroški pošiljanja. To je neto, ja. In vsa sredstva v 100% grejo naprej. Danes ob 4 torej dogajanje in čez nekaj trenutkov povemo tudi, kakšni so ki plani za prihajajoče leto. 5 minut je do 9, z nama sta tak je, vse razbi. Boris Žnidarko in Klemen Kotnik, pozdravljena še enkrat. Poklicna gasilska enota Celje. Lepo zdrav. To je bil zdaj aplavz za končano akcijo, ki se je končala dosti bolje, kot ste v osnovi tudi planirali. Res je. Ja, no, mislim, zdaj planiran, kaj povem, kako je bilo. Prvotno je bilo planirano 200 koledarjev. Ja. Tako. Pač, to sem jaz rekel, 200 jih pa lahko imamo, ne? Pa smo šli pa kar na Jurja. Jurja. In je šlo. Tako. Samo najbolj se še vedno to pozna, največ prodaje vedno bilo v mesto. Ko ljudje grejo mimo, ko jim osebno razloži, zakaj se gre, tam dejansko smo več kot polovico je bila prodaja v mesto. No, lepo. No, pa zraven ste imeli tudi še maskoto junakov tretjega nadstropja, ne? Ja, res je tista. Tak velik medo je bil za srčkom. Junaki za junake tretjega nadstropja, evo danes smo rekli ob 16. uri na vašem sedežu je predaja, simbolična predaja tega čeka. Me pa zanima po tej končani akciji, ker ste dobili zdaj tako imenovani grif, padli ste noter. Ali se obeta za prihajajoče leto tudi kak koledar? Mislim, glede na to, da je 70. obletnica, zdaj koledar je bil, letos ga bomo delali, ne? Ja, bom kar rekel, a ga boste delali? Ja, veš, jaz bom zram. Ja, žal vas moram začarati. Za leto 2026 najverjetneje koledarja v taki izvedbi ne bo. Bojo pa kakšne druge aktivnosti, ki bojo zanimive za občane. Slike brez številk bojo. Pa naj si vsak po svoje razlaga, kjer dan je. Ob 70-letnici smo izdali ta jubilejni koledar, tako da ob 71. ne moramo spet jubilejni koledar. No, mogoče to malo počaka. Vsem to 70. obletnico. Ker pa imamo to 70-letnico, smo pa pripravili dosti drugih zadev. Dej pa vej. Mogoče za začetek lahko direktor meni tole zadevo, ki jo medijsko, mislim, preko socialnih omrežij tudi. Zdaj, celo leto je bolj praznično. Praznujemo poklicni gasilci, praznuje Gasilska zveza, ki povezuje vsa društva v občini Celje. Tako da skupaj bomo praznovali. Preko teh, bi temu rekel, omrežij, naprimer na Facebooku, Instagramu bomo objavili, vsak četrtek bomo objavili eno povezavo z zgodovino poklicnega gasilstva oziroma gasilstva na Celjskem. Tako da smo že začeli z temi objavami, tako da vsi poslušalce, če zanima, naj nam sledijo. Vsak četrtek do praznovanja obletnice, do 20. junija, bomo objavili take zanimivosti povezane z zgodovino gasilstva, ker zgodovina gasilstva je seveda veliko več kot pa samo 70 let tukaj na Celjskem. Kaj piše PGD Celje? Prosim? Kaj upišejo, da bojo našli vaš... PGE Celje. PGE, ja. PGE Celje. Poklicna gasilska enota Celje. In bojo našli našo Facebook Instagram.
Vse, In- ne da ni. in pot- Modernizirali so Ja, se, ja, in fejst. potem so z nami. ste se spremenili, ja, mislim. Ja, ja. Ja, v štartu niso bili tako še družbeno omrežja, pa to so se še bolj tipala, zdaj smo pa to kar zaštartali. Torej, to je en del napovedi za to 70. obletnico. Kaj pa recimo 2024, kaj je prineslo? 2024 na področju, seveda, gasilci nikoli ne spimo. Imamo na eni strani usposabljanje, en tak steber, zelo pomemben, na drugi strani opremljanje. Tako da oba dva ta stebra smo seveda tudi negovali. Kar se tiče opremljanja, lahko Klemen pove, smo eno izvrstno vozilo konec leta tudi izdobavili. Ja, smo izdobavili v bistvu eno posebno vozilo. V Sloveniji mislim, da je bolj redkost še trenutno, se pa trendi navezujejo na to. Gre za vozilo, katero ima v bistvu kotalni prekucnik, mogoče bolj po celjsko ali pa Ja, po daj domače. razloži tako. Po domače. Abrol sistem, se pravi, da se lahko eno vozilo, katero lahko menjaš zabojnike gor. Se pravi, imamo pa dva zabojnika. Eden bo v bistvu namenjen logistiki, večji požari, večje nesreče, nevarne snovi, se razni vozički, razni paletni sistemi lahko na njega naložijo, ima tudi rampo, tako da se omogoča lažje, hitrejše delo pri sami logistiki, raznih intervencij oziroma zadev. Ta drugi zaboj je pa v bistvu z kamionskim nakladalnikom, pa da spet tu malo po celjsko povem, Po Hiab, domače. ne. Okay, to pa že zastopno. Ja, moram malo se tudi strokovno izraziti, Ne, saj lepo. če nas strokovna javnost posluša, da še bojo oni vedeli, za kaj se gre. Tako da gor je ta kamionski nakladalnik s 14-metrsko roko, z delovno ploščadjo, z paletnimi vilicami. To bomo pa predvsem uporabljali ob naravnih nesrečah, delo na strehi. Spuščanje dol. Ja, Vrvna tisto tehnika. tudi. Ja. Ni pa to, da če bomo slučajno mi v streše menjavali, da pokličemo vas. Ne, tisto pa ne. Tisto pa imamo mi v Celju in pa širši okolici. Kar precej takih. Precej takih, ki se ukvarjajo s tem za denar, krovstva, recimo krovska podjetja. Tak, da, Ja. A se bo dalo to danes tudi videti, to vozilo? dalo se bo videti. Ker je zelo tako futuristično, zdaj to, kar si povedal. Ja, v kako bistvu izgleda. imamo, če tako na hitro, oziroma povzamem, eno vozilo, iz katerega lahko imaš v 2-3 minutah bilo kateri avto, se pravi, dva vozila v bistvu v enem. No? Ja, ja. Na ta način. Super so. Je pa s tem v bistvu zmanjšamo stroške, tako poklicni gasilski enoti Celje, in pa več dobimo za tisti dejanski denar oziroma tisto, kar imamo investicij. Lepo. Super. A lahko pustimo, prosim, investicije, ker me najbolj zanima dogajanje v tem letu, ker bo spet kakšna gasilska vaja, kaj takega, ko lahko povemo, kdaj bi se mogoče to zgodilo? Ja, tako sem že omenil, usposabljanje je tudi en tak steber, ki je zelo pomemben. Seveda za letošnje leto 2025 že imamo natanko izdelana vsa usposabljanja, ena so ta interna, periodična in tako naprej. Tista bolj markantna, ki bodo tudi ljudje opazili, so pa definitivno, da v mesecu maju, zdaj točno terminsko še imamo termin, ampak še ne bomo izdali, bo se na območju Celja dogajala regijska vaja. Organizirajo izpostavo zaščito in reševanje Celje. In seveda v tej vaji bomo, ker bo na območju mestne občine Celje, bomo v glavnino te koordinacije pomagali tudi poklicni gasilci in prostovoljni in tudi ostale sistem zaščite in reševanje, podvodna reševalna služba, službe civilne zaščite in tako naprej. Tako da se bo tisti dan oziroma 2 dni, odvisno kako bomo zadevo zapeljali, se bo na celotnem območju Celja dogajala ta širša vaja. To pa že lahko izdam na temo potresa, ki bo zadnji imela en kup nekih verižnih dogodkov. Ok, pa ko si že ravno omenil dogodke, pa verižne dogodke, fešta bo? Fešta bo. Najprej bo slavnostna akademija, najprej bomo v Celju, Celjskem domu, ja, naredili slavnostno akademijo skupaj z Gasilsko zvezo Celje. Datum? Datum absolutno za fešto moramo vedeti. To bo 20. junij, petek. Ko bo ta zadeva zaključena, pa se predstavimo na Kreko trg, kjer pa bomo naredili za Celjane širšo populacijo oziroma vse, ki bi se želeli družiti z gasilci, naredili eno tako zabavo, prijetno,
z ful dobrimi gosti, Ki pa jih še ne izdamo. ki pa jih še ne Okej. izdamo. Ampak zabeležite si 20. junij. Da malo to pričakovanje ostane V redu, da bo to zdaj ena taka, bom rekel, pot navzgor do junija. Danes pa začnemo seveda s to potjo 2025 na vašem parkirišču oziroma v vaših prostorih tukaj v Celju, ko predamo ček oziroma ko predate ček. Ja, ob 16. uri poklicna gasilska enota Celje, pač vabljeni vsi, pa da še vidite novo pridobitev. Boris Nitarko in pa Klemen Kotnik, hvala lepa za obisk in vso srečo, ali koliko že na pomoč. Hvala. Na pomoč. Na pomoč. Radio Fantasy. Radio Fantasy.